To je vse karbon. Noro, a? Šampionovo kolo. Nam bo zdaj Boštjan Kavčnik, TD mehanik, kaj več povedal o kolesih, s katerimi namerava nastopiti Tadej Pogačar. In že smo z Boštjanom in popolnoma novim kolesom, ki so ga pripravili za Tadeja Pogačarja, za to svetovno prvenstvo. Se pa še ne ve, ali bo vozil res tega ali enega drugega, ki je za teboj. Boštjan, mogoče najprej poveš nekaj o tem kolesu, ki je lažje. Ja, prvi podatek je, da je kolo lažje okoli 400 gramov od Aero modela. Pač klasično kolo, modelno leto 2025 z setom obročev Pro, ki so od lanske različice lažji za 200 gramov. Tako da kolo je pripravljeno na težo limita, tako da nimamo kaj več dosti za improvizirati s težo. Kot vidimo, so posebne barve na kolesu, nalepke in pa barva okvirja. Tudi na obročih posebne nalepke za to svetovno prvenstvo. Tukaj imamo Tadejev znak, pa napis Tadej Pogačar, tako da ni treba posebej nalepke gor dajati, tako kar imamo v navadi. Detajli, posebni detajli, ki naredijo eno celoto posebnega kolesa. Kakšni so prenosi? Prenosi so načeloma taki, ki jih Tadej uporablja celo leto. Sprednja velika verižnica 55, mala 38, zadaj kaseta 1134, tako da je to, kar se tiče prenosov. Ja. Kar širok razpon, ne? Da. Plašči 28 mm, 30 mm mogoče celo. Ja, zdaj zaenkrat smo probali 28, 30 bomo, mislim, da tudi poizkusili, kako je pač občutek na samem, bom rekel, krogu in pa trasi za cestno dirko. Tako da izbira je med tem dvema širinama gum. Načeloma pa obe hitrejše različice, kronometrske, se pravi TT oznake pneumatik. Zelo dobro, kdo nalepi Hulka? Ja, zdaj bom rekel, tele zadnje različice že pridajo sestavljene in tudi naliman Hulk iz strani naše ekipe. Če pa ne, imam pa jaz zmer kakšnega rezervnega, ki ga nadomestim s temo. Zelo dobro. Predlagam, da se še drugo kolo pogledava. Ja, dajva. Colnago Y1 RS, revolucionarno kolo za letos, ki ga je prav tega vozil Tadej na gorskem kronometru na Turu, ker je seveda gladko zmagal, ampak ga je bilo treba precej olajšati, zato da ste se spustili s težo čim niže. Na kakšen način ste to dosegli? Ja, pač vse serijske, bom rekel, vijake se zamenja iz titan vijaki oziroma lažjimi zadevami. Tudi same nosilce menjalnika zamenjamo z lažjo in močnejšo različico. Vsi, katere se privije obroče, so lažje. In pa ostali detajli. Zdaj na kronometru je vozil tudi brez bidonov oziroma flašk. Uporabljal je kolo brez nosilcev za bidone, tako da se še kle nekaj teže prišpara. Pa seveda ožje gume je imel 25 gume.
Kar se tiče ostalih stvari, je bilo pa kar isto, kot na temole, klele, ki ga vidimo. So rekli 400 gramov težje, ampak toliko bolj aerodinamičen. Zanimivo se mi zdi, da je vse etape na dirki po Franciji prevozil s tem kolesom, tudi gorske. Ja, tudi meni je to zanimivo, zato ker se je to pač dogajalo sproti. Mi smo na Dauphinaju uporabljali še obe kolesi, potem je pa na samem turu so bila nekje zmenjena do 3500 višinskih metrov aerodinamično kolo, se pravi Y1 RS. Nad 3500 metri oziroma po dogovoru pa V5 RS kolo, model V5 RS, lažjo različico. Na koncu se je ta meja iz 3500 metrov dvigovala in tedaj je odpeljal vse etape razen kronometra, ki je posebno kolo za kronometre vožnja na čas, iz različico aerodinamično. Tako da, ja, 7 V5, ki sem jih imel s sabo pripravljenih, jih ni uporabljal. Koliko koles ima tukaj Tadej Pogačar na voljo? Ja, tukaj ima 6 koles, 2 kronometrski, 2 aerodinamična in 2 V5 RS. Trenutno še ne ve, za katerega se bo odločil. Kronometrsko kolo je že spakirano, ker smo po kronometru, tako da ima na voljo 4 kolesa. Koliko jih bo na strehi? Na strehi po vsej verjetnosti, če bo le plac 2, ampak ker imamo maksimalno kvoto kolesarjev, verjetno 1. Eno dobro vprašanje sem še imel, pa se ne spomnim. Ker to